Mesec december je dober mesec, da se ljudje izkažemo tudi v solidarnosti. V tem času poteka največ dobrodelnih akcij, na katere se ljudje odzivamo močneje, kot pa recimo v poletnem času. Bolj opažam to zadnja leta, da je vedno več tistih, ki bi radi zbirali v tem času in bili in nagovarjali ljudi. Prav je, da nagovarjamo in tudi sigurno je človek sedaj bolj srce bolj mu zaigra, duša mu bolj zaigra in raje da. Ja, v tem času smo seveda vsi bolj sočutni do drugih, tudi do svojih družinskih članov, več se jim posvečamo, hkrati pa seveda tudi opazimo težave ljudi, s katerimi se ti srečujejo vsak dan, mi jih pa samo pač malo bolj opazimo. Tako da dejansko opažamo, da je povečanje nekih materialne pomoči, ki ljudje prinesejo, tudi povečanje interesa za donirati finančna sredstva. Letos so na mariborski Karitas pomagali več kot 11.000 ljudem, razdelilo pa se je tudi za približno 10 ton hrane. Ne samo sredstev iz Evropske unije, ampak tudi s pomočjo posameznikov, ki so prinesli domačo ozimnico. Zadnje čase spet veliko ljudi povprašuje po oblačilih, zato pozivam ljudi, ki imajo zimska oblačila doma na pretek, da jih prinesejo naše skladišče ali pa da oddajo na župnijskih Karitas. Prosijo za ogrevanje, za elektriko, za stanovanja, za vodo in te stvari. Izpostava Rdečega križa Maribor pa je letos pomagala več kot 35.000 posameznikom. Vsakodnevna pomoč, tudi finančna, je zelo pomembna, pred novoletni čas pa je marsikje tudi čas obdarovanj. V tem času nam prinesite kakšne priboljške, kakšna darilca, kakšne za otroke, tudi rabljeno elektronsko opremo, ki jo imate doma, s katero vaši otroci več ne vedo, kaj bi počeli, to so darila. Kaj pa ljudje dejansko potrebujejo, je pa finančna pomoč. Zelo veliko število ljudi v Mariboru je v velikih finančnih stiskah zaradi računov, ki jih ne morejo plačevati in grozijo deložacije, zaradi zdravstvenih stroškov, ker niso zavarovani za zdravila, za njihove otroke, da se lahko udeležijo aktivnosti. Mi kot Rdeči križ poskušamo po svojih močeh pomagati, seveda pa naša pomoč brez ljudi, ki nam donirajo, ne pomeni nič. Od 1. decembra pa poteka prav posebna humanitarna akcija za mladega 11-letnega Mariborčana Marka, v kateri zbirajo finančna sredstva za 7-mesečno bivanje med rehabilitacijo na Floridi po več operacijah njegovih nog. Dobil je odobrene 3 operacije, operiral ga bo dr. Pejli, ki je operiral že mnogo naših otrok. So zadnje 3 operacije, ki dečka po 20 operacijah čakajo, bo pa deček prvič v življenju pri 11 letih stal na svojih nogah. Okvirno potrebujemo za to rehabilitacijo 30 do 40 tisoč evrov, s katero se bo krilo bivanje na Floridi, pa samo plačniški pregledi in zdravila. Zato pozivam vse Slovence, da tudi tokrat stopimo skupaj in pomagajmo Marku, da ne bo trajni invalid. Sedaj je pravi trenutek, da pomagamo, komur le lahko. Leto se zaključuje, vemo, da v Sloveniji smo imeli izjemno gospodarsko rast, ta se vsekakor nekaterim v naši družbi pozna, bodi si, da so podjetniki, bodi si, da so v organizacijah, kjer bodo izplačevali 13. plače, božičnice. Nekaj teh sredstev pa ljudje verjamem, da lahko namenijo tudi tistim, ki so največji stiski, ki so te pomoči pravzaprav potrebni. Tako da jih pozivam, oglasite se in donirajte. Adventni čas naj bo čas solidarnosti in videnja vseh tistih, ki so tako ali drugače nevideni.